Pozdravljeni! Verjetno še ni prepozno, da vam iz studia televizije Ormož zaželimo srečno 2026. Življenje gre naprej, čeprav današnja oddaja prenaša še nekaj zanimivosti iz zadnjih dni o letu 2025. Ena izmed teh je novica, da se bo v Ormožu ob obstoječem domu starejših občanov gradil skupnostni center za oskrbo ljudi z demenco. To bo prinesel nove prostore za izvajanje dnevnih aktivnosti oseb z demenco, svetovalne storitve za svojce, različne preventivne programe in izobraževalne dejavnosti ter možnost delovanja nevladnih organizacij in prostovoljcev na področju demence. Še pred božično-novoletnimi prazniki je občina Ormož od Ministrstva za solidarno prihodnost prejela sklep o odobritvi sredstev za gradnjo skupnostnega centra za oskrbo oseb z demenco. Odobrena sredstva sofinanciranja znašajo 1.158.000 evrov, skupna ocenjena vrednost investicije pa je z davkom nekaj čez 1.412.000 evrov. Ciljne skupine projekta so osebe z demenco in drugimi nevrodegenerativnimi boleznimi, njihovi svojci, zaposleni v zdravstvenih, socialno-zdravstvenih in storitvenih dejavnostih, prostovoljci, širša javnost ter otroci in mladostniki, vključeni v vzgojno-izobraževalne programe. Ja, gre se za res velik in pomemben projekt, konec koncev na področju zdravstva, na področju skrbe, tudi konec koncev država gleda na to dolgotrajno oskrbo, tako da tudi sami želimo poskrbeti za starejše, tudi za stvari, ki so žal nekako bolezni bila v prihodnosti. Zdaj, če direktno se dotaknemo same demence, tukaj potrebe so, tudi društva so nas na to opozarjala nekako, oziroma predloge, želje že nekako dajala, da tudi na tem nekaj storimo. Hvala Bogu se nam je pokazal projekt, uspešno smo se prijavili, uspešno pridobili sredstva, tako da gre za izjemen velik projekt, ki daje veliko dodano vrednost naše občine. Zanimivo je tudi to, da partnerji so občine, Mestna občina Ptuj, Sveti Tomaž, Kidričevo in Slovenska Bistrica. To pomeni, da bo za vse občane ta center. Ja, dobesedno so bili tudi preko razpisa predvideni centri, ki imajo neki regijski pomen. V razpisih je bilo potrebno zajeti tudi določeno število prebivalcev, ki kotirajo na ta center, zato smo izjemno veseli, da nam je skupaj z vsemi temi partnerji to uspelo. Konec koncev želimo spostaviti neko regijsko zgodbo v tem centru, vključiti veliko tudi ne samo občin, tudi ostalih institucij, ki bodo nam pri tem pomagali, sodelovali. Tako da bomo res razvili eno zelo lepo zgodbo, kar se tiče centra za demenco, gre se za izobraževalne zadeve, gre se za ne samo za tiste, ki so prizadeti že za to boleznijo, ampak tudi za svojce, ki tudi trpijo poleg. Tako da izjemna pridobitev, verjamem, da bodo vse te institucije seveda poleg tega sodelovali, pa da bomo partnerji kot taki, ki smo se vključili v ta projekt, tudi čim boljše zadevo zapeljali do konca. Je že kakšen rok, kdaj bi to lahko bilo zgrajeno in začelo delovati? Ja, v letu 2027-2026 absolutno še ne, smo prijava je uspešna, določena dokumentacijo še moramo urediti, potem pa pričeti v letošnjem letu graditi, tako da v letošnjem letu bomo približno investirali tam dobrega $500,000, 600,000 evrov, preostanek potem v letu 2027, tako da luč, pričetka po ta objekt videl v letu 2027, jaz verjamem, da tam v prvi polovici leta. Projekt je usmerjen v ureditev sodobne javne infrastrukture, ki bo pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti bivanja, večji socialni vključenosti ter razbremenitvi družin, ki skrbijo za osebe z demenco. V skupnostnem centru bodo urejeni prostori za izvajanje dnevnih aktivnosti oseb z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne programe in izobraževalne dejavnosti ter delovanje nevladnih organizacij in prostovoljcev na področju demence.
Skupnostni center za oskrbo oseb z demenco je partnerski projekt. Vodilni partner je občina Ormož. Ostali partnerji so občine Sveti Tomaž, Mestna občina Ptuj, Kidričevo in Slovenska Bistrica. V projektu pa sodelujejo tudi Center za starejše občane Ormož, Zdravstveni dom Ormož, Psihiatrična bolnišnica Ormož, Društvo Spominčica Ormož in Ljudska univerza Ormož. Kot pravijo na občini, gre za izjemno pomemben mejnik in velik uspeh za vse partnerje projekta, saj ta neposredno odgovarja na izrazite demografske ter socialno-zdravstvene potrebe lokalnega prebivalstva. V Miklavžu pri Ormožu so decembra zaključili obnovo in dozidavo Mrliške vežice ter gradnjo žarnega zidu, ki je prvi v občini Ormož. V krajevni skupnosti Miklavž pri Ormožu so na lepo urejena objekta ponosni, saj verjamejo, da je slovo v primerno urejenih objektih poseben izraz spoštovanja do sokrajanov. Slovesna otvoritev je bila v nedeljo pred božičnimi prazniki. Prenovljena Mrliška vežica bo omogočila še bolj dostojno, spoštljivo in mirno izvedbo pogrebnih obredov v Miklavžu pri Ormožu, na kar so v krajevni skupnosti čakali že kar nekaj časa. Jaz moram povedati, da v teh 7 letih županovanja, kar jih je bila prva želja, bi rekel, sveta krajevne skupnosti, da se ta vežica tukaj pri Miklavžu uredi, da se uredi pokopališče, da se uredi žarni zid in piše se leto 2025, ko nam je to nekako tudi uspelo. Obnova objektov seveda je zelo pomembna po krajevni skupnosti. Jaz mislim, da smo v zadnjem času obnovili kar nekaj leteh in ena izmed takih smo tudi danes tukaj v tej vežici priča. Še enkrat zahvala tudi predsedniku krajevne skupnosti. Moram reči, da je tudi njegova prisotnost, volja in energija, ki je vlagal skupaj z izvajalci, tudi doprinesla do takšnega rezultata. Kot je že bilo povedano, prišli smo do objekta, do moderno opremljenega objekta, ki nam bo žal na koncu služil vsem, ki tukaj živimo, ampak vzorno urejeni takšni objekti pa sigurno kažejo tudi sliko našega kraja. No, celotna vrednost investicije torej znašala približno 234 tisoč evrov. Sredstva so bila namenjena vsem gradbenim delom v okviru prizidave vežice in izgradnje žarnega zidu, vključno zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo fasade, jeklene konstrukcije, ureditvijo okolice ter nabavo dodatne opreme. Predsednik krajevne skupnosti je bil naslednji govornik, ki je opis opravljenih del dopolnil z naslednjim. Potem smo tudi znotraj vežice uredili novo kuhinjo, nove WC-je, vse smo sanirali, naredili prostor za duhovnika, da se bo lahko tam v tistem prostoru seveda preoblekel in da bo tisto normalno prišel k maši, kot je to v cerkvi. Tudi moram povedati, da je bila velika želja žarnega zidu. Iskrena hvala, Gregor, tebe, ki smo bila non-stop na liniji in da smo se trudila, da je to bilo nekako res lepo ze strani Podlesnika urejeno in pa seveda, da si pristopil k tem projektu tudi ti, kot je treba, in k Miklavžu smo pripravljali taki žarni zid, ki si ga lahko tudi marsikdo pride pogleda in pa seveda vidim že tiste ljudi, ki so me marsikjerokrat spraševali za ta projekt in sedaj lahko rečem, da je projekt pripravljen za predajo. V nadaljevanju je zbrane pozdravil tudi poslanec v državnem zboru Andrej Kosi. Blagoslov obnovljenega objekta pa je opravil domači župnik Janez Mohorič, ki je še pred začetkom obreda dejal. Ko sem vas poslušal o namenu, pomenu, smislu te vežice, se mi je postavilo eno vprašanje v mislih, pa ga skoraj nisem znal odgovoriti. Kje sem se že bival, kje sem se do zdaj bil, na kolikih naslovih. Pa vseh naenkrat skoraj ne znam našteti, toliko jih je bilo v tem življenju. Ali eden od njih skoraj bi rekli zadnji, pa bo Mrliška vežica. Ne vemo, bo tu ali bo kje druge, ampak nekaj bo.
Torej, eden od krajev, ko je odskočna deska, sestra, ko mislim za nebo, za večnost, za srečno posmrtno življenje. Zato jaz se spomnim že iz otroštva, kako radi smo ob rajnem molili. Če je bilo težko, čeprav je neprijetno, spomni se smrti enega dedeka, pa še katerega drugih sorodnikov. 2 dni smo skupaj molili. Doma v domu ponavadi je ležal pokojni, preden je bil pogreb. No zdaj pa, da bi tudi mi ne pozabili moliti za naše drage rajne. To se mi zdi tudi ena od pomembnih stvari in vsekakor bo Vežica to omogočala. S to obnovo občina po besedah ormoškega župana Danijela Vrbnjaka večinoma zaključuje večja vlaganja v mrliške vežice v občini. Že v prihodnjem letu pa je načrtovana postavitev žarnega zidu tudi na ormoškem pokopališču. S 5. januarjem letos je podjetje Arriva v okviru projekta Julija v občini Ormož uvedlo 3 nove krožne avtobusne linije. Gre za nov način dostopnosti javnega prevoza. Poleg rednih linij bodo namreč omogočene še linije na zahtevo, in sicer preko aplikacije Nemi ali po telefonu 031 372 158. Preko aplikacije Nemi so zahteve oziroma naročila prevozov možne do začetka predvidene vožnje po voznem redu. Po telefonu pa najpozneje 30 minut pred predvideno vožnjo. Gre za zanimivo novost, ki se na prvi pogled morda ne zdi ravno enostavna, a je verjeti, da se bo kmalu izkazala kot zelo dobrodošla. Minuli ponedeljek je podjetje Arriva v občini Ormož začelo z izvajanjem pilotnega projekta Julija, katerega glavni cilj je izboljšati dostopnost javnega potniškega prometa ter okrepiti avtobusne povezave znotraj občine, kar pomeni, da bo avtobus na zahtevo oziroma potrebo potnike pobral še lahko na katerem postajališču izven redne linije. Ja, projekt oziroma vožnje se bodo izvajale, prvoten vozni red predvideva od ponedeljka do petka. Seveda v skladu z voznimi redi, ki so objavljeni na naši spletni strani, bodo si na spletnih straneh občine. Občani bodo imeli možnost, oziroma uporabniki, ker vendar je to za vse uporabnike, bodo imeli naročiti prevoz bodisi preko aplikacije Nemi, kjer svet povezave lahko dobijo na naši spletni strani, na spletni strani občine, kot tudi preko klica na klicni center, ki deluje vsak delovnik od 3:30 pa do 4:30, 6:30 pa do 15:30, pa lahko pač tudi tako naročijo prevoz. Kaj je pomembno, novost je seveda, tukaj gre za linije, ki pa so fleksibilne, v tem delu pač gre za linije, ki so določene, s tem, da so dodane tudi določena postajališča, ki so na klic. Vsem priporočamo za boljšo uporabniško izkušnjo, da se potniki oziroma uporabniki pač prijavijo in da uporabljajo to storitev, kajti vendarle tako bo prišla storitev, ki je sicer skoraj v celoti sofinancirana strani sredstev Evropske unije v okviru programa Horizon, po pogodbi sklenjeni za EU agencijo za vesoljske programe, ampak vendarle pač, ko bo prišla do izraza in če bo pač potreba, bi pač seveda se znali na občini odločiti, da pa je to tudi nekaj za naprej. Na vse zadnje, seveda tudi to sovpada kot nek res dober pilotni projekt za projekte prevozne revščine, katere pa seveda nosilec je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, kjer pa se seveda predvideva nekje od 2027, 2028 do 230 vozil po Sloveniji sicer. Zaenkrat torej se bo to izvajalo v Ormožu. Zakaj ravno Ormož? Kako ste torej prišli v povezavo z Ormožem? Ormož se nam je zdel pač idealen partner, pa bom rekel malo sicer zaradi geografske raznolikosti, zaradi tega podeželskega območja in kar dosti velikega deleža občine, ki ni neposredno povezan z javnim potniškim prometom. Vse zadnje pač funkcija tega prevoza je seveda, da ponuja dostop do avtobusne postaje Ormož, kot tudi do mesta Ormož nekomu, ki pač seveda, ki ima kakšne opravke, pa danes nima možnosti oziroma mora nekoga drugega poklicati. Ne bi za manj pač rekel, ampak ja, občina Ormož je zelo dober partner družbe Arriva, deluje pač tudi zelo ambiciozno, mislim, se naši pogledi se ujemajo tega, kar je dobro za uporabnike. In če je dobro za uporabnike, je dobro za nas in dobro za občino. Milena, še en podvig v občini Ormož. Verjamem, da ste spet vi konkretno kot direktorica občinske uprave vložili veliko truda.
Ja, hvala za vašo besedo. Dejansko, ja, potrudili smo se skupaj z podjetjem Arrivo, ki je dejansko pripravila ta projektni predlog za to, da se zagotovijo prevozi avtobusni iz območij, kjer do sedaj teh rednih linij nimamo in se na nek način pilotno preveri, kako se te linije lahko vzpostavijo, vzdržujejo in zagotovijo dostopnost naših prebivalcev do urbanih središč, do zdravnika, do trgovine. In ko je Arriva prišla s to idejo, kot je že prej gospod Iztok povedal, ne, smo na isti valovni dolžini, vsi si želimo nekega napredka, razvoja tudi na tem področju, zato smo bili res navdušeni na to idejo in smo jo seveda takoj podprli. In seveda z vsemi aktivnostmi, ki so bile potrebne, tudi pristopili k temu. No in kakšne so bile te aktivnosti? Ja, dejansko pač ta projekt zajema te prevoze avtobusne in sicer določiti smo morali linije, kjer bi bilo najbolj smotrno, se pravi, vzpostaviti te prevoze avtobusne. Te linije do sedaj niso bile vzpostavljene, bomo rekli, na nek način gre za ceste, ki do sedaj niso ponujale tega javnega prevoza oziroma te linije in na ta način se bo tudi preverilo, koliko pač je to potrebno in potem v nadaljevanju bomo te rezultate seveda preverili. Avtobus z oznako Julija bo vozil na 3 linijah. Nekatere linije bodo redne, nekaj dodatnih pa bo na klic oziroma na zahtevo uporabnikov. Prva linija bo iz Ormoža čez Litmerk do Ivanjkovcev. Vmes bo avtobus na zahtevo uporabnikov lahko zavil še do Lahoncev 42 ali na Žvab 28 ali pa na Hujbar 1. Iz Ivanjkovcev bo potem peljal na Jeruzalem, kjer bo na zahtevo lahko zapeljal še na Pavlovski vrh 47 in potem nazaj v Ormož. Druga linija bo potekala iz Ormoža do Senešcev, na zahtevo morebitnih uporabnikov bo še prej zapeljal lahko na Lešnico. Potem ga bo pot vodila skozi Senešce do križišča v Ritmerk 1, Podgorci Bombek, do Sodncev in na zahtevo tudi na Heindl 16, ter od tam nazaj v Ormož. Tretja linija pa bo iz Ormoža potekala čez Vinski vrh do Hermancev 38 in potem na Kok, ter skozi Vitan in Kajžar 13, na zahtevo ali željo morebitnih potnikov pa bo potem zapeljal tudi skozi Frankovce ali skozi Hum 2 do Pušencev nazaj v Ormož. Kot je bilo povedano, gre za pilotni projekt, ki bo takšno možnost avtobusnih prevozov ponujal do 31. marca prihodnje leto. Linije so krožne in vozijo izmenično, enkrat v smeri urnega kazalca, drugič v nasprotni smeri, s čimer je zagotovljena uravnotežena storitev za vse uporabnike. Ja, v bistvu dejansko deluje, ima okvirni vozni red, to pomeni na teh linijah, ki so, ima neke pač predvidene čase odhodov. Po začetku bomo mi seveda te čase lahko prilagajali glede na dejanske čase. Trenutno zdaj, ker so zimske razmere, bojo verjetno potovalni časi malce daljši, pa tukaj vendarle. Seveda v drugem delu bomo pa pač seveda v sodelovanju z občino, tudi če bo kakšna prireditev, pa tako bomo malo tudi spremenili oziroma prilagodili uporabo, zato vendarle, da bo po meri potnikov. Ja, res je, projekt je začasne narave, vendarle je s tem, da seveda, da mi ne samo, da sprobamo tehnologijo, ker tukaj gre za preverjanje tehnologije, ki temelji pač predvsem iz sistemov Galileo, to je pač evropski satelitski sistem za določanje koordinat in pa pač sistema Copernicus, ki pač je sistem Evropske unije za opazovanje Zemlje, ampak gre pač seveda tudi seveda za potnike, ne? Pač brez potnikov je tehnologija sama sebi odveča, ne? Bo potnike, uporabnike torej stala ta pot, ta vožnja, kaj, ali bo to brezplačno? Ja, odvisno, to pa je odvisno od njihovega paketa mobilnih podatkov oziroma telefonskega. Vožnja je brezplačna, tako da vožnje bodo brezplačne, tako da to nič ne stane, no. Vozil bo ta avtobus z oznako Julija, koliko je sedežev, koliko potnikov lahko sprejme? Sprejme lahko do 27 sedežev, no. Tako pa seveda najbolj prijaznega voznika boste gor srečali, tako da vljudno vabljeni. Vedno nasmejanega.
vedno. Pač. No, neka ura je bila določena, od katere do katere ure dnevno bi ta avtobus? V bistvu zdaj odvisno od voznih redov, pač, ker ene proge so daljše, ene linije so krajše. Načeloma začnejo vsako jutro ob 8. Ob 8 iz avtobusne postaje Ormož, konča pa zdaj odvisno, ali je to ob 3:30 ali pa ob 4:30, tam 4:15, no, čisto odvisno stvar, ker je vendarle vsak dan ima svojo kombinacijo voznih redov. To je tukaj vse vabim, da si pač pogledajo na spletnih straneh, bodi si naše, bodi si občinske, tako da in se tam pač pozanimajo. Tako, ne. Če bojo pa še kakšni predlogi, bomo pa z veseljem pač prisluhnili. In prilagajali. Tako. Avtobus bo eden. Ja, avtobus je eden, je predviden, noter je pač tu grejena malo tudi, rečem, posebna tehnologija, pač, ki uporablja vse te, kar je bilo pač dogovorjeno z pogodbami, in ja, tako da. Ampak prevozi bodo zagotovljeni, če bo pač ki bo na servisu, na vzdrževanjih, bomo pač seveda zagotovili nadomestni avtobus. No, predstavljam si, da bodo ta avtobus uporabljali ljudje, ki mogoče niso tako vešči teh modernih tehnologij, torej enostavno bodo lahko šoferja poklicali na telefon. Ne, šoferja ne. Pri šoferju ni priporočljivo, da se glih pogovarja med vožnjo, oziroma celo ni dovoljeno, ne. Ampak naš center seveda lahko pa jim bojo, mogoče če niso vešči, pa lahko tudi preko svojcev, seveda vsaj oni, ne. Tako da dejansko gre tukaj vendarle za testno, pač želimo se približati uporabnikom, ne biti toliko. No, če se nekdo recimo spomni danes zjutraj, da bi potoval torej v Ormož, ne, se še vedno v teku enega dneva ali se mora kakšen dan prej najaviti? Največja fleksibilnost je, če se to opravi preko aplikacije. Preko aplikacije, dajva reči, se lahko on prijavi do 15 minut pred začetkom vožnje. Ne. V primeru, ko pa je preko klicnega centra, pa en dan prej, ne. Zato mogoče jaz malo pozivam, dajmo malo razgibati tudi ne samo svoje noge, tudi svoje možgane, pač za uporabo malo novejših tehnologij, če ne pa vprašajmo sosede, svojce, nekako tako, dajmo stopimo skupaj, ne. Ja, v današnjih časih je najbolj pomembno, da imajo ljudje res dostopnost do institucij, do dejavnosti naše občine. Občina se na nekih dejavnostih seveda v zadnjem času razvija, ampak seveda najbolj pomembno pa je, da v to vključimo čim več ljudi in takšni prevozi se nam absolutno zdijo zelo pomembne. Zato se res moramo zahvaliti tudi podjetju Arriva, da nas je prepoznalo kot partnerja, ki pri tem sodelujemo, uspešno sodelujemo že pri ostalih zadevah in res smo zelo, zelo veseli, da se ta projekt kot prvi prav v naši občini odvija. Se vam zdi, je v občini Ormož pravzaprav dovolj avtobusov, avtobusnih prevozov oziroma linij? Zadostuje to za občino Ormož? Jaz moram reči, da so veliki premiki bili, bi rekel, zadnja leta napravljeni, tudi v povezavi z povezljivostjo, ne samo znotraj občine Ormož, tudi v povezljivosti z ostalimi občinami. Zdaj veliko zadev se je tudi premaknilo naprej, tudi zaradi, bi rekel, šolskih prevozov, tudi konec koncev dobrih povezav z našim srednješolskim zavodom, tako da moram reči, da so se tu veliki premiki napravili, smo dobro povezani z sosednjimi občinami, meste, tako da ta zadeva absolutno šla naprej. Jaz mislim, da v zadnjem času imamo povezljivost tudi, kar se tiče avtobusnih prevozov znotraj občine, dokaj dobro urejeno. So pa seveda mogoče posamične linije, da jih probaš preko takšnih pilotnih projektov, ali bi se še ti javni prevozi obrestovali tudi, da razmišljamo v prihodnosti o še mogoče dodatnih. To pa ravno preko teh projektov nekako te informacije pridobimo in lahko, bi rekel, še to javno mrežo javnih prevozov še boljše mogoče organiziramo. No, zanimivo je tudi to, da občina konkretno v tem primeru ni sofinancer, ne? Ni, tako da kot partner seveda radi tu sodelujemo, zdaj seveda mogoče bomo skozi ta projekt razvijali tudi ostale projekte, ne. Konec koncev vedno nam je že bila nekako želja, da ne samo zaradi, bi rekel, javnega prevoza, povezljivosti z mestom, nekaj napravimo tudi na področju turizma. To imamo nekako željo na destinaciji Jeruzalem Slovenija. Mogoče nam bo ravno ta projekt tudi pokazal, kakšne smernice v tej smeri za naprej. Namreč v mislih imamo tudi nabavo mogoče kakšnih električnih kombi vozil, ki bi vozile krožno po naši destinaciji, po naši občini in bi s tem ne samo za potrebe, bi rekel, dostopa do raznih institucij, tudi za potrebe turizma v določeni sezoni, v določenih dnevih v tednu, v mesecih, tudi mogoče k temu služilo. Tako da se že veselimo nadaljnega sodelovanja, nadaljnega razvijanja takšnih in drugih projektov, tako da jaz mislim, da na tem področju lahko veliko razvijamo. Vse vemo, konec koncev Slovenija se bori za čim boljši
javni prevoz, za čim bolj še javni servis, tako se tudi posamična občina tudi na svojem teritoriju, če lahko tako reče, na svojem območju tudi potrudi, da res občankam in občanom nude tisto povezljivost, pa konec koncev skupne prevoze so vedno bolj trajnostno naravnane. Sigurno je boljše, da se vozimo nekako po občini za takšne druge dejavnosti, grego skupinsko, kot pa posami za svojimi vozili. V podjetju Arriva tako tudi s projektom Julija sledijo trendom digitalizacije javnega potniškega prometa v Evropi. Ime Julija je sicer okrajšava za vseevropski projekt imenovan Skupni razvoj za urbano odpornost, ki uporabnike povezuje z javnim prevozom prek vesoljske tehnologije. Podjetje je za projekt dobilo evropska sredstva. Sam projekt je, v bistvu imamo sofinanciranje pridobljenih sredstev, odobrenih sredstev 120 000 evrov, tega je sicer 70% nekako nekih neposrednih stroškov. Tako je pa predviden pač tukaj v občini Ormož, kjer začenjamo po kar nekaj vloženih trudov pač in administrativnih ovir, pa da smo skupaj s pomočjo občine Ormož tudi te premagali. Potem gremo v času poletne turistične sezone v občino Piran, kjer povezujemo zaledje, ter seveda v sklopu tega pridem tudi pa en pilotni projekt avtonomne vožnje. Avtobus v okviru projekta Julija bo torej na voljo do konca marca prihodnje leto. Vse ponujene linije na zahtevo pa si tako lahko naročite preko aplikacije Nemi ali na telefon 031 372 158. V nadaljevanju se spomnimo še osrednje občinske proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ki je potekala 23. decembra. Med obiskovalci iz vrst vodstvenih delavcev v občini, med katerimi so bili župan in podžupan občine Ormož, ter domači poslanec v državnem zboru, je bil tudi župan sosednje občine Središče ob Dravi. Slavnostni govornik je bil župan Danijel Vrnjak, v kulturnem programu pa so sodelovali učenci osnovne šole Ormož in violinistka Maša Golob s svojo zasedbo vrhunskih glasbenic. Dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra, predstavlja obeležitev spomina na pomemben dogodek v zgodovini Slovencev, ko se je večina odločila, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Predstavlja spomin na dogajanja pred 35 leti, a tudi na pomen enotnosti, ki smo jo dokazali takrat in nas navdihuje še danes, vsakič, ko je treba združiti moči. Osrednja občinska proslava, ki je potekala v Domu kulture, se je začela s pozdravnim nagovorom župana Danijela Vrnjaka, ki je med drugim dejal: Današnji čas prinaša številne izzive. Od družbenih in gospodarskih sprememb do podnebnih, demografskih in tehnoloških vprašanj. Svet se spreminja hitro, pogosto nepredvidljivo. Prav zato so vrednote, na katere je nastala naša država, danes morda še pomembnejše kot nekoč. Sodelovanje, spoštovanje in odgovornost niso le besede, zapisane v zgodovini, temveč vodila za naše vsakdanje ravnanje.
Kot župan sem še posebej ponosen na našo lokalno skupnost. Na ljudi, ki svojim delom, prostovoljstvom, ustvarjalnostjo in medsebojno pomočjo dokazujejo, da enotnost ni le zgodovinski pojem, temveč živa vrednota. Naša občina je prostor, kjer se srečujejo različne generacije, znanja in izkušnje, in prav v tem je naša moč. Občinska skupnost je temelj države. Če znamo sodelovati tukaj, v svojem kraju, znamo sodelovati tudi širše. Vsak posameznik, vsako društvo, vsaka pobuda prispeva kamenček v mozaik skupnega dobrega. Naj bo ta skrb za najmlajše, spoštovanje starejših ali podpora ranljivim, vse to pa so dejanja, ki uresničujejo vrednote samostojne in enotne Slovenije. V prvem delu kulturnega programa so nastopili učenci osnovne šole Ormož. Kljub mladosti in zanje daljni zgodovini se zavedajo, kaj pomeni enotnost, a tudi samostojnost. Vedo, da smo si Slovenci stoletja želeli samostojno državo in da nas je ohranila predvsem kultura in slovenska beseda. Njihov nastop je bil njihovo posebno sporočilo, ki so ga spletli iz razmišljanj o sreči, dobrih željah in prazničnih pričakovanj. Drugi del kulturnega programa je prinesel koncert violinistke Maše Golob z zasedbo vrhunskih glasbenic, ki so združile moči v praznično obarvanem koncertu. S spletom klasične glasbe, filmskih melodij, džeza, gospelov, priljubljenih božičnih in drugih zimzelenih uspešnic. Pusti 1000 dni in 1000 noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga
nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Kdaj prišel bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan, ljubezni dan. Za konec pa še športna novica. Rokometaši Jeruzalema po prvem delu sezone lige NLB zasedajo 9. mesto in jih v drugem delu sezone čaka hud boj za napredovanje med top 8 oziroma v ligo za prvaka. Uroš Krstič. Z domačo zmago 32-29 proti Frankštaler Radovljici v 17. krogu je ekipa Jeruzalema zaključila prvi del sezone. Z novo zmago, 5. v prvenstvu in ob 3 remijih so Ormožani v izkupičku 13 točk trenutno na 9. mestu. Isto število točk ima na 7. mestu Škofja Loka in na 8. mestu Riko Ribnica. Na 10. mestu so rokometaši Sviša iz Ivančne Gorice. Naštete 4 ekipe se bodo v 5 krogih drugega dela prvenstva borile za 7. in 8. mesto, ki vodita v ligo za prvaka, in za 9. ter 10. mesto, ki vodi v ligo za obstanek. Ormožani so v prvem delu sezone odigrali 17 tekem in zabeležili 5 zmag, 3 remije in 9 porazov. Glede na kvaliteto zasedbe, ki je krenila v sezono 2025-2026, se je zagotovo pričakovala kakšna točka več. Med sezono je ekipo najprej zapustil Lucijan Bura, ki se je preselil na Hrvaško k sosedom iz Čakovca. Po koncu prvega dela sezone sta se od ormoškega dresa poslovila tudi Sebastian Vincek in Blaž Fergola. Prvi strelec ekipe po prvem delu sezone je z 80 zadetki Jure Lukman. Sledimo Ignjat Nešič z 69 in Tinče Kebar s 57 zadetki. Jeruzalemčke v drugem delu prvenstva, ki se nadaljuje v soboto 7. februarja, čakajo naslednje tekme. Gostovanje v Celju, Ribnici in Ivančni Gorici ter domači tekmi proti Velenjskemu Gorenju in novomeški Krki. Na vrhu lestvice bo prezimil trebanski Trimo, ki ima točko naskoka pred drugovrščenim Slovanom in 3 pred tretjovrščenim Celjem. Po prvem delu sezone bo 8 najboljših ekip državno prvenstvo nadaljevalo v ligi za prvaka, ostale ekipe se bodo borile za obstanek v ligi. V mesecu januarju bodo vse oči uprte v Evropsko prvenstvo, ki bo potekalo na Danskem in Norveškem.
Slovenija bo v skupini D skupaj s Črno Goro, Švico in Ferskimi otoki. To je vse za danes. Naslednja oddaja čez teden dni prinaša prve novice letošnjega leta, med drugim, kako se na Kogu pripravljajo na tradicionalno Antonovanje, kaj so povedali poznavalci na posvetu na temo Šport za vse, da center ponovne uporabe odslej deluje na Vrazovi ulici 9 in še kaj. Vse dobro vam želimo in nasvidenje.